Popolnoma logično je, da najprej moramo reševati odpadke v obstoječih objektov, dokazati, da to zmoremo, znamo in hočemo, potem se lahko pogovarjamo o tem, da bomo gradili nove take objekte. Danes dajemo odgovor natančno na to. Vsem skeptikom. Ta objekt ni jedrski samo po imenu, ni jedrski samo po komplicirani, neizmerno kompleksni proceduri, za katero upam, da se ne bo nikoli več ponovila, čeprav verjamem, da je bila naporna in da je bilo treba trdo delati in si res želim, da smo se v tej proceduri tudi kaj naučili. Vesel sem, da smo končno položili ta temeljni kamen, da smo ga odkrili. Infrastrukturni objekti so praktično zaključeni. Od meseca aprila je že vzpostavljeno fizično in tehnično varovanje same lokacije odlagališča. Potem je bila podpisana tudi pogodba za izgradnjo jedrskih objektov, sedaj se pripravljajo vsi potrebni tehnološki elaborati, predvsem za beton in vse ostalo, gradbišče se pripravlja, tako da na začetku nekje tega poletja proti začetku jeseni pričakujemo, da bomo začeli z samo fizično izgradnjo, najprej z vsem potrebnim za izkop odlagalnega silosa, potem pa sledi sama izgradnja silosa in ostalih objektov, tako da nekje v letu 2027 pričakujemo pričetek poskusnega obratovanja tega objekta. To kot za občino praznuje, pomeni, saj jaz to razumem kot neko napredovanje, kot nek napredek. V končni fazi iz leta 2009 se zadeva vse skupaj vlekla in nekaj narediti, nekaj konkretnega, kot je bilo rečeno, zelo zakopati lopate. Konec avgusta je neka dodana vrednost, v končni fazi točno vemo, da bo to tu, že od leta 2009. Jaz tudi verjamem, da bomo, tako kot smo že do zdaj, tudi uspešno sodelovali in proaktivno se vključevali v samo zadevo. Kar se tiče JEK2, ko bo padla kot dokončna odločitev, mi smo zraven, bom rekel, mi smo pripravljeni, sploh na podlagi anket, ki kaže trenutno še vedno zelo visoko podporo v Posavju, govorimo o 76%. Skratka, seveda pa tukaj moramo biti kot župan in kot občinska uprava pripravljeni, da bodo to naši občanke in občani tudi od teh objektov jedrskih, vsi smo slišali prvi jedrski objekt v samostojni Sloveniji, določene bonitete oziroma določene ugodnosti.